Pozdravljeni. V današnjem prispevku se bomo pogovarjali o eni izmed tistih tematik, ki se pogostokrat pojavlja na mojem kanalu. Govorili bomo o navijanju proti nekomu. Na začetku bi rad opozoril, da v tem prispevku bom zagovarjal moja osebna stališča in moja osebna mnenja. Povod za ta prispevek je pa kolumna Marija Doninja na znani italijanski reviji Autosprint. In tu bi rad poudaril, da sam sem spoznaval Formulo 1 skozi strani Autosprinta. Seveda v moji mladosti v papirnati izdaji, ker dvomim, da je bila takrat že revija dostopna v digitalni obliki, tudi internet ni bil tako razširjen, kot je danes. A vseeno, revija, ki sem jo imel in jo še imam kot verodostojen vir, je dovolila kolumno, ki je daleč pod tistim, kar imam sam za standard Formule 1. Formula 1 je po mojem osebnem mnenju šport, kjer navijamo vsi za, a nihče proti. Seveda, mnogokrat ste verjetno opazili, da imenujem navijače in navdušence Formule 1. Biti navijač določenega voznika oziroma ekipe sploh ni napačno, kvečjemu je zaželeno v Formuli 1. In vsak ima svoje razloge, zakaj mu je nekdo všeč. A obstajajo posamezniki, kot sem na primer jaz, ki smo v principu navdušenci nad Formulo 1. Imamo radi dobesedno vse, čeprav se redko kdaj postavimo na stran tega ali onega. Seveda, zavedam se dejstva, da popolne objektivnosti ni na tem svetu. Sam se trudim biti čim bolj objektiven. Zato me je kolumna užalila. Namreč v njej piše, da še dobro, da imamo dež. Namreč strinjam se z dejstvom, ukolikor imamo dirko na mokrem asfaltu, je ta bistveno bolj nepredvidljiva in zato zanimiva. Mario Donini meri v čisto drugo smer. Namreč, ukolikor bi imeli vse dirke na suhem asfaltu, po njegovem mnenju, bi gledali tisto v navednicah dolgočasno Formulo 1, kot je od sezone 2014 naprej, ko zmaguje Lewis Hamilton in tovarniška ekipa Mercedes. Seveda nisem pozabil na Nika Rosberga, a vseeno. In to mnenje izraža nekdo, ki je po mnenju marsikoga strokovnjak. Meni osebno je dobra dirka Formule 1 tista, ki mi pusti nekaj notri. Velika nagrada Turčije v sezoni 2020, seveda bila je po mokrem asfaltu, tam je Lewis Hamilton pokazal svoje mojstrstvo. Naprimer, zgleda, da v Imoli je bil rezultat mokre dirke to, da je Lewis Hamilton napravil napako in da je zmagal Max Verstappen. Če bi vlogi zamenjali, bi bila dirka po Doninjevo še tako zanimiva? Osebno dvomim, kajti v Imoli je bila dirka zanimiva tudi zaradi Lewisa Hamiltona. Max Verstappen je lepo, elegantno vodil brez prevelikih naporov, medtem ko je Lewis Hamilton v zadnjem delu dirke prikazal pravo mojstrstvo, ko je iz ozadja prišel do neverjetnega drugega mesta. A to Doninja ne zanima. Glavno je bilo, da Lewis ni zmagal. In prav tu se vidi dobesedno otročji nivo pisca. In moram priznati, da meni Lewis Hamilton izven vozniške kabine v Formuli 1 ni všeč. Mu ne sledim. Marsikatera njegova ideja ni vzporedna z mojo, pa naj si bo glede stila oblačenja, prehranjevanja in še marsičega drugega. A dopuščam mu, da izraža svoje osebno mnenje, ali se z njim strinjam ali ne. Ukolikor bi kdo mene vprašal za moje osebno mnenje, bi ga povedal.
In dokler ima Lewis možnost poudarjati tisto, v kar verjame, je po mojem osebnem mnenju tudi prav. Zadeve lahko poslušamo, so nam všeč ali ne, in potem se vsak sam odloči, ali bo temu sledil ali pa ne. A mi smo navdušenci nad Formulo 1. Nam so všeč dirke. In kaj si misli Lewis Hamilton, ko sname svojo čelado? Pravzaprav ni toliko pomembno. Me ne briga od takrat, ko spusti vizir na svoj čeladi, do takrat, ko ga dvigne. In če je Lewis Hamilton v zadnji eri, po mnenju nekaterih, zmagal v navednicah preveč, je to njegova zasluga, ampak tudi nesposobnost ostalih, da bi mu parirali. Seveda vsi se spomnimo tiste sezone 2016, ko je izgubil naslov svetovnega prvaka proti nekom, ki je bil na papirju, recimo temu, slabši. A Nico Rosberg, tisti zaničevani Nico Rosberg, je pokazal visoko stopnjo inteligence. Tudi v svojem izjemno poznem razglasu, da se bo upokojil. A Lewis Hamilton je, ali ga imamo radi ali ne, eden izmed največjih v Formuli 1. In mislim, da razni pisci ne bi smeli vzpodbujati sovraštva proti njemu. Zakaj hočejo biti pomembni, tako da poveličujejo njegove napake? Lewis Hamilton je človek, tako kot jaz in vsi vi. In tudi on se zmoti. A prav v njegovih napakah, kot smo videli v Imoli, se vidi njegova veličina. In tudi na veliki nagradi Portugalske je pokazal, iz kakega testa je. Na koncu je zmagal, čeprav je imel nekaj manjših težav. Tisti, ki so zapravili lepo priložnost na tej dirki, so bili pri Red Bullu, vsaj tako je moje mnenje. Seveda niso še na nivoju tovarniške ekipe Mercedesa, lahko bi zagrenili dan Lewisu Hamiltonu. In ne govorimo o tisti epizodi o hitrem krogu, kajti to je po mojem osebnem mnenju marginalno. A vrnimo se k temu, kar beremo mi, navdušenci, po raznih virih Formule 1. Namreč dostikrat nam manjka objektivnosti. Priznati dejstvo, da nekomu, piscu, lahko Lewis Hamilton ni všeč, a vseeno je presneto dober za volanom. Mnogi svoje vire usmerjajo čisto v neko smer. Torej, niso nek objektivni vir Formule 1, ampak so neke vrste revija določenih navijaških klubov. In tudi s tem ni nič napačnega, če je to odkrito. Ena izmed najboljših strani, kar se tiče Formule 1, je na primer Scuderia Fans. In na tisti spletni strani vsi vemo, da bomo dobili članke, ki so pro-Ferrari usmerjeni. A nisem si nikoli mislil, da bom na italijanskem spoštovanem viru Formule 1 videl tako odkrito mnenje proti nekomu. In to v situaciji, ko pravzaprav Ferrari ni v boju za naslov svetovnega prvaka. Pač nekomu je Formula 1 dolgočasna, ker zmaguje en in isti. In on bi bil vesel, ukolikor bi naslov zmagal nekdo drugi. Pa naj si bo kdorkoli drugi. Kot sem povedal, izjemno nizek nivo. Sam priznam, da imam izjemno rad, ko marsikdo izmed vas pove, zakaj navija za določenega voznika, zakaj ima rad določeno ekipo, ali kot smo pred časom ugotavljali, zakaj mu je lep določen bolid. Vse tiste osebne zgodbe, ki se nahajajo v ozadju, so tista dodana vrednost, ki vsakomur pokaže, zakaj je Formula 1 lepa, napeta in zanimiva. Drugače, če bi bilo bistvo samo tisto, kar vidimo na koncu ali drugi dan, kdo je bil prvi, kdo je bil drugi in kdo je bil tretji, bi bila res Formula 1 brez smisla in nezanimiva. A Formula 1 je več kot to. In sam sem si predstavljal, da
delo novinarja, ki se ukvarja s Formulo 1, je kazati na tisto nekaj več. Dobivati izgovore, zakaj je zopet on zmagal na dirki, kjer ni bil prisoten dež, je pa nekaj, kar je pod vsako kritiko. A, kot sem povedal, gre za moje osebno mnenje. Zaenkrat pa hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.